Danes se bomo posvetili temu, ali nas čaka pot v pogubo, ali imamo tudi kakšne druge možnosti. No, Ajda Pistotnik je danes z mano, da nam bo razložila tudi, kakšne so te druge možnosti, alternativne, ali pa mogoče nekoč tudi srednje točne. Ajda Pistotnik je magistra znanosti politologije in je tudi soustanoviteljica in direktorica Policy Laba, neodvisnega, neprofitnega Think and Act tanka, ki ima misijo spremeniti BDP kot edini faktor gonila družbenega razvoja. Ajda, lepo pozdravljena. Živjo, hvala za vabilo. Tako da za začetek, ko sem že napovedala, v bistvu, s čim se v Policy Labu ukvarjate, bruto družben proizvod, torej se pravi nekaj, po čemer ponovadi merimo uspešnost države, se pravi gledamo tudi, ko gremo v tujo državo, v redu, koliko denarja rabim s sabo, pogledaš malo, kje stojijo. V glavnem, bruto družbeni proizvod je nekaj, ki se zdi, da v večina držav, ker ne vse, Nova Zelandija izjema, se mi zdi, da stremijo k temu, da bo čim večji, čim boljši, vsako leto boljši, če ne drugega. In zdaj v začetku leta moram vprašati, kakšni so alternativni kazalniki? A sploh imamo kakšne druga merila, s katerimi lahko merimo uspešnost določene družbe, določene države? Hvala za to. Vse je bilo v bistvu več vprašanja. Lep pozdrav. Torej, glede BDP-ja in v bistvu alternativnih kazalnikov, pač ni tako zelo, BDP oziroma bruto domači proizvod v resnici pač meri storitve, meri v bistvu neke dobrine, ki jih pač naša gospodarstva proizvajajo. In pač ideja je seveda, da pač mi razumemo razvoj, saj do zdaj smo ga, kot nek družbeni razvoj, nek napredek v bistvu po temu, koliko imamo BDP-ja. In višji, kaj je pač BDP, bolj je družba ali pa država razvita. In tudi pač je to nek primerjalni kazalnik, kjer v bistvu potem mi vidimo, ZDA je tam, Kitajska je tam, Afrika, Etiopija je pač nekaj drugega, recimo pač po temu kazalniku. Seveda ta kazalnik v bistvu ni odvedno, ta kazalnik v bistvu je bil razvit po drugi svetovni vojni, razvili so ga Američani, ekonomisti, in ni bil v bistvu mišljen za način, kakor ga uporabljamo dandanes. V bistvu to je pač merilnik, ki, kot sem rekla, šteje pač produkte, šteje storitve. Ne povem pa, recimo, koliko smo mi dejansko kot družba pametni, ne povem vam v bistvu, koliko smo mi srečni kot družba, smo zadovoljni, so naše potrebe zadovoljene, tega nam ne pove. In na drugi strani v bistvu ne samo to, da nam zelo veliko nekaj stvari ne pove, oziroma ne moramo iz te številke BDP nekaj razbrati, ampak v resnici tudi ne ločuje recimo med dobrimi ali pa slabimi storitvami, ki jih šteje. Torej, pač dejansko ne šteje, torej, če država, vloži v znanost, v kulturo, pač v zdravstveni sistem recimo, torej to je nekaj dobrega, se verjetno vsi strinjamo. Na drugi strani pa pač enako šteje v bistvu, če mi vlagamo recimo v vojno industrijo, vojaško industrijo, pač če pride do velikega onesnaženja, kar seveda je pač slabo, ampak potem je treba to pač pospraviti, in potem to vse pač pripomore k ponovnemu višjemu BDP-ju. Torej, ne ločuje slabih in dobrih v bistvu nekih storitev, nekega delovanja gospodarstev. In pač v bistvu ne samo to, na drugi strani tudi neke stvari, recimo v Sloveniji vemo, da je pri nas zelo razširjeno prostovoljno delo. Vemo, da recimo brez gasilcev, ko pride do naravnih katastrof, to so načeloma prostovoljna gasilska društva, bi v bistvu mi zelo težko zdaj s temi podnebnimi spremembami preživeli brez njih, ali pa pač bi nam bilo verjetno veliko težje. In v bistvu to prostovoljno delo ne prispeva k temu indikatorju oziroma k BDP-ju, se pač ne upošteva. Torej pač v
bistvu je ful veliko nekih stvari narejenih, lahko rečemo, da je to neka storitev, ne, pač gasilci pridejo, pogasijo, so poplave, nam pomagajo, ne, v stiskah, ampak to ne pripomore k temu, tej ideji oziroma ideologiji, koliko smo mi zdaj razviti kot družba, ne. Mi imamo lahko veliko prostovoljnega dela, ampak se to nam nikjer ne pozna, ne. In na drugi strani, recimo, ne, in na drugi strani, v bistvu, kar je tudi, se mi zdi kar zelo ključno, a ne, je to, da v bistvu ne prepozna nekega v bistvu reproduktivnega, gospodinjskega, skrbstvenega dela, ne. Vsej pri skrbstvenem delu seveda imamo neko profesionalno skrbstveno delo, ne, recimo v vrtcih pa v domovih za starejše, ne, to je pač neko plačano, profesionalizirano skrbstveno delo, ampak seveda treba se tudi zavedati, da skrbstveno delo je pač skrb za dojenčke, skrb za pač starejše, ne vem, starše recimo, ne, in tako naprej. Tako da to v bistvu skrbstveno delo je nekako nevidno, vsi ga v bistvu upravljamo, ne, na takšen in drugačen način, ampak ponovno to nikjer ni zajeto, ne. Tako da v bistvu ta BDP je iz tega vidika, če govorimo, da to v bistvu nekako meri nek družbeni napredek, nek družbeni razvoj, izjemno pač pomanjkljiv iz tega vidika, ne. Treba pa tudi vedeti, da v bistvu, ko mi govorimo o BDP-ju, BDP je v bistvu ključni kazalnik oziroma merilnik gospodarske rasti, ne. In v bistvu, ko mi govorimo o gospodarski rasti, pač, ne, jasno govorimo hkrati pač o BDP-ju, ampak ko v bistvu razmišljamo, torej zdaj sem pač podala neko kritiko recimo BDP-ja, zakaj v bistvu kot tak ga ne moramo več jemati resno kot v bistvu merilnika razvoja. Na drugi strani pa ja, kaj, ne, mi če zdaj nimamo alternativ, pač je itak brez veze, da se pač pogovarjamo o čemerkoli, ne. Pač ne samo, da se pač pogovarjamo, ampak tudi razmišljamo in pač na nek način nam manjka neka vsebina, ne. Kar pa v bistvu, če pogledamo iz vidika, da teh debat ni, oziroma saj jih ni v mainstreamu, ne, ker v bistvu obstaja samo ena in edina resnica in ta je v bistvu BDP oziroma gospodarska rast kot taka, ki ni samo gospodarska rast, ampak tudi, kot si ti malo že nakazala, mora biti vsako leto višje, ne. Naš BDP mora biti vsako leto višji, večji. In v bistvu govorimo o eksponentni gospodarski rasti, ne. To pomeni, da ni dovolj, da pač imamo mi, ne vem, 2% gospodarske rasti, ampak s tem pomeni, da v bistvu mi našo gospodarsko konstantno povečujemo, ne. Mi moramo konstantno, če proizvajamo, ne vem, 100 Coca-Col v enem letu, jih moramo v naslednjem letu, ne vem, 120. Ne? To je eksponentna gospodarska rast. Kar pomeni, da v bistvu mi moramo konstantno povečevati našo proizvodnjo in našo potrošnjo, ne? Zato, da v bistvu mi zadovoljujemo ta pogoj razvoja eksponentne gospodarske rasti. In ja, na drugi strani znanstveniki, raziskovalci že dalj časa v bistvu razmišljajo seveda o nekih alternativnih kazalnikih, ki bi bili veliko bolj primerni, ne. Recimo, teh je zdaj že kar nekaj, no, tako, tudi v bistvu razvijajo jih tudi različne mednarodne organizacije, ne samo univerze, ne. Ne vem, pač eden bolj prepoznanih, sigurno v našem prostoru, je ta OECD-ov kazalnik well-being, torej well-being indicator, torej indikator dobrega življenja, blaginje verjetno bi jaz bolj prevedla. Torej to je od OECD-ja, na drugi strani pa je recimo sploh iz vidika odrasti, če greva že v sam naslov, iz vidika odrasti, odrast kot taka, kot koncept, podaja torej kritiko gospodarske rasti, podaja kritiko BDP-ja kot v bistvu ključnega kazalnika, ampak hkrati ne gre za to, da zdaj odrast kot taka pomeni pač recesijo, ne, ali pa negativno gospodarsko rast, ne. Odrast kot taka v bistvu predlaga nekaj popolnoma drugačnega, ne. In to drugačno je v bistvu to, kar sestavlja pač neko potencialno možnost, ki bi nekako ilustrirala, predstavljala v bistvu tako zelo razgibano, raznoliko v bistvu
ali pa rečemo temu interdisciplinarno, iz interdisciplinarnega vidika gledan v bistvu nek kazalnik razvoja družbe. In tle pač recimo bi mogoče samo omenila, ti si omenila Novo Zelandijo. Mislim, v resnici zdaj ni države, ki ne bi merila BDP-ja. In ni države na svetu, ki v bistvu ne bi zasledovala gospodarske rasti. Recimo Nova Zelandija ima to kot v bistvu nek vzporedni kazalnik razvoja, ne vem, kako se že imenuje. Mislim, da kar rečem indikator sreče. Ok. Ampak ja, to gre pač v bistvu vzporedno s tem, kako predvsem kakor jaz to razumem, v smislu prioritet politik, ki jih v bistvu oni zasledujejo. Recimo tudi Bhutan kot tak ima ta happiness index, že zelo dolgo časa. Ampak načeloma države se kar držijo tega ekonomske rasti in pa BDP-ja. Ampak recimo v 2018 je Univerza v Leedsu, to je v Angliji, pač razvila nek tak zelo, rečemo temu, morda kompleksen kazalnik, ampak še vedno sestavlja tako različne stvari. Na eni strani v bistvu tako imenovane biofizične, kar pomeni, koliko mi izpustimo CO2-ja, koliko imamo, ne vem, pesticidov, koliko porabimo vode in tako ne, to so ti biofizični. In v kombinaciji z nekimi socialno-družbenimi. Socialno-družbeni so pa recimo, kakšna je enakost oziroma neenakost v družbi, kakšna je pismenost, koliko imajo ženske dostop do nekih pozicij odločanja in tako naprej. In pač v neki taki kombinaciji, takih različnih, v bistvu manjših kazalnikov, vse skupaj seveda, ker pač mi kot družba smo kompleksni, lahko potem še slikamo v bistvu in se pogovarjamo o bistvu, kaj je zdaj ta razvoj družbe in ali smo razviti oziroma napredni ali ne. Zdaj ta eksponentna rast nam kaže, da vsako leto skoraj je dan ekološkega dolga malo prej. V Sloveniji konkretno je lani bil dan ekološkega dolga na 25. april, se pravi do 25. aprila smo porabili resurse, ki jih ima Slovenija na voljo za celo leto. Hkrati, kako gre to torej z roko v roki eno z drugim? Na voljo imamo eno zemljo, rast mora biti nenehna, hkrati pa nam ekonomisti večinoma pravijo, če te rasti ne bo, sledijo kaos, recesija, ki sama praviš, da je ne bo. Ali je to res? Se pravi, kaj se zgodi, če te nenehne rasti ni? Zdaj bi te samo pravila, jaz ne pravim, da ne bo recesije, ampak treba je razumeti, da recesija kot taka izhaja iz iste ideje, da gospodarska rast mora biti. In ti, če pač je tvoje osnovno stališče, da gospodarska rast mora biti, oziroma s tem, da mora biti BDP vsakič večji, potem seveda mi govorimo o recesiji, če mi ne proizvajamo eksponentno več vsako leto. Če pa mi imamo drugačne kazalnike, torej da merimo nekaj drugega, torej da ne merimo BDP-ja, ampak pač druge stvari, potem pa mi ne govorimo o recesiji. Govorimo pač o tem, kakšen je ta razvoj, ki nam ga da pač nek nov, pač malo bolj kompleksen v bistvu indikator razvoja. Mogoče sem ta recesija. Ampak ja, kar se tiče v bistvu tega dolga, to je res, jaz sicer ne vem, kdaj presežemo te letne limite, omejitve našega planeta. Ampak ja, v bistvu stvar, za katero pač v bistvu glavno vprašanje, ki si ga odraz zastavlja, je v bistvu res na kakšen način lahko mi kot ljudje, kot družba dejansko zadovoljujemo pač neke osnovne potrebe, oziroma da so naše potrebe zadovoljene s tem, kar pomeni, da lahko živimo dobro, ampak hkrati znotraj planetarnih omejitev, torej znotraj zavedanja omejitev pač samega planeta. Tako da v bistvu to je nekako glavno vprašanje, ki tudi potem jasno pride do tega, da seveda mi ne moremo proizvajati neskončno, oziroma ne moremo proizvajati vsako leto več, ker s tem pač mi, če proizvajamo vsako leto več, to pomeni, da mi
vsako leto porabimo več nekih naravnih virov, zdaj je to voda, a je zdaj to litij, ali je zdaj, ne vem, neko zlato ali pač karkoli, ne, pač od naravnih virov, ne. In na drugi strani seveda mi pač, ko več proizvajamo, na drugi strani več trošimo, ne. In oboje vemo, da to ne more biti neskončno, ne. Mi pač imamo ta en planet in to je to, ne. Tudi v bistvu, in smo zaradi tega pač nekako ujetniki te v bistvu kombinacije, torej, če mi želimo preživeti na tem planetu kot neka civilizacija, kot družba, moramo pač jasno potem razmišljati o tej dualnosti, ne, dualnosti, torej nekako kako živeti dobro in hkrati v bistvu znotraj planetarnih omejitev. Potem pa naprej iz tega pa... Se pravi, kaj se zgodi, če ni te rasti? Ja, če ni te rasti. Nič jaz mislim, da se nič takega ne zgodi v resnici. Jaz sem pač mislim, da pač enostavno ljudje bi pač še vedno hodili v neke službe, še vedno bi pač dejansko imeli mogoče malo več prostega časa, mogoče bi bile te delovna mesta deljena, mogoče bi bil skrajšan delovni čas, ne, mislim. To so zdaj različne stvari, kaj bi se lahko zgodilo, ne, ampak jaz pač mislim, da v sami, treba razumeti, da BDP je pač neka metrica, ne, to je pač neka formula, ne, in pač tako kot pač drugi kazalniki pač so ravno tako pač merijo samo neke druge stvari, ki morda bi se prepoznale kot bolj smiselne, ne, v smislu, kaj mi razumemo za naš napredek, ne. In predvsem v smislu, v smeri manj proizvodnje, manj potrošnje, ne. In morda bi tudi, ja, seveda, potem bi tudi mogoče to, kjer je potrošnje, ne, potem seveda se tudi sprašuje, ne, kaj je tle pač pravično, ne, v resnici. Nekdo zdaj troši več, kdo troši manj, oziroma na drugi strani, kdo zdaj pač je res ta veliki onesnaževalec, ne, oziroma ali na drugi strani mi z nekim recikliranjem kot pač posamezniki ali pa za, ne vem, neuporabo plastičnih slamic, res lahko v bistvu na drugi strani tehtnice to uravnavamo, ne. Jaz sicer mislim, da pač to ni tako, ne, ker treba se zavedati, da v bistvu naše gospodarstvo temelji na temu, da ne zadovoljuje naših potreb trenutno, ampak v bistvu, da ustvarja profite, ne. Temelj v bistvu našega gospodarstva in njegovega delovanja je, da ima vedno večje profite, ne. In gospodarstvo kot takega ne zanima v resnici zadovoljevanje pač človeških potreb. In jaz mislim, da je tle v bistvu ta glavni konflikt, ne, ki se pač v bistvu pojavi. Da v bistvu nekoga, ki zanima le zgolj profit, ne glede na to, v bistvu, kaj se bo zgodilo s planetom, ne, oziroma pač z našim okoljem, od katerega smo mi pač odvisni za preživetje, pa seveda to ne more iti v neskončnost. Pa tu recimo, ko praviš, da gospodarstvo ne more zadovoljiti potreb posameznika, ali to pomeni, da v primeru, da bi se odrekli tej nenehni, neskončni rasti, bi torej v resnici sploh posameznik moral kaj spremeniti v svojem tem udobnem življenju, zaradi katerega verjetno ne gre na ulice in zažiga avtomobilov, ker mu je še vedno dovolj udobno, še vedno mu je všeč, da je vse na dosegu roke, bi torej ta konec nenehne rasti povzročil veliko spremembo posameznikovega udobnega življenja. Mislim, tako bom rekla, kritiki od rasti, ki jih pač ni malo, predvsem so ekonomisti, ki seveda verjamejo v neskončno gospodarsko rast in v BDP, tako make sense. Njihova kritika je seveda pač ta, da pač seveda takrat ne bomo živeli v jamah in pač bomo nazadovali in prevladala bo neka revščina in pač tako, ne. Ideja odrasti pač ni to, ne. Ideja odrasti je pač to, da dejansko mi lahko zadovoljujemo pač potrebe, pač to pomeni, da nismo žejni, nismo lačni, pač imamo nek dostop do izobraževanja, do znanosti, do kulture.
do prostega časa, ker smo lahko pač kreativni, ker se družimo, mogoče se nam tudi sprosti čas, da se mogoče lahko končno angažiramo, ne? Ker zdaj se mi zdi, da so te službe noro dolge in noro intenzivne in seveda pač posameznik zelo težko takole ob 6. popoldan bi se kaj aktiviral. Ampak ja, da grem nazaj, v bistvu, ja, kritika je pač ta, ne, da v resnici ja, bomo na koncu vsi pač pristali revni, ampak odrast kot taka, oziroma tudi študije kot take kažejo, da temu pač ni tako, ne, da v resnici mi imamo trenutno dovolj, oziroma eksponentna rast pač res pospešuje, a ne, dejansko pač, kako naj temu rečem, katastrofo, a ne, okoljsko, ekološko katastrofo. Če pa pač bi mi dejansko proizvajali, kolikor dejansko pač potrebujemo, ne, bi bilo pa to nekaj pač popolnoma drugače. Ne. Ampak to tudi pomeni, da dokler naš sistem in v bistvu naše vrednote in celo v bistvu ideja gospodarstva je ta, da deluje, ko v bistvu imamo mi profite in ko ustvarjamo profite in da je to v bistvu naš cilj, seveda potem težko razmišljamo na drugačen način, oziroma sigurno pač zadovoljevanje potreb ni v našem planu. Da bi mogoče lahko na tej točki razložila mogoče enega od teh alternativnih modelov, recimo model ekonomije Croffa, kako se ta razlikuje od recimo trenutno najbolj pogostega modela in na kakšen način bi deloval? Ok, ja. Torej, Donut Economics, oziroma ekonomika Croffa, to v bistvu je razvila ekonomistka Kate Raworth. To je ekonomistka, ki predava na Univerzi v Oxfordu. Tudi izdala je istoimensko knjigo Donut Economics, mislim, da ni prevedena še v slovenščino. No? In kot ekonomistka, ona zelo dobro pač razume, ne, da dejansko ekonomisti so zelo dobri tudi s temi raznimi vizualizacijami, ne, za grafi. Ne, oni imajo pie charte, ne, te kolačke, ki pokažejo te procente, kako grejo, ne, pa imajo bar charte, ne, pa imajo takšne pa drugačne grafe, ne, ki pač prikazujejo neke podatke. In potem te podatki so pač jasno zelo lahko zapomljivi, ne, in v bistvu ljudje jih zelo hitro razumejo, ne rabiš biti neki pač zelo strokovnjak ali pa znanstvenik, ne, da pač pogledaš neki graf in rečeš, tlek pa res tole pa raste, tukaj imamo gospodarska rast, no malo se hecamo, ampak pač razumemo te grafe. Ne. Ona pa v bistvu gre in ponudi, pravi, novo orodje, ki se mu reče pač donut, ne, oziroma Croff. Zdaj pač seveda ona je Angležinja in pač zanjo je donut pač ta Croff, ameriški Croff, ker sta pač dve krožnici. Z luknjo v sredini. Z luknjo v sredini, oziroma pač ena večja krožnica in ena manjša znotraj. In glavna ideja v bistvu te njene teorije, torej je najprej to, da v bistvu ona ponudi neko vizualno telo, vizualno orodje, ki pač lahko ponazarja ravno to kompleksnost v bistvu večjih indikatorjev, ki bi lahko merili v bistvu napredek, razvoj družbe. In sicer na način, da v bistvu te dve krožnici, oziroma pač ta Croff, ameriški Croff, da znotraj tega, torej tam, ki ni luknje, torej ta Croff, v bistvu ona pravi, da je to safe space, torej pač varno področje. In vsaka krožnica, torej zunanja krožnica Croffa, dejansko pač pomeni te planetarne omejitve, torej koliko imamo mi izpustov CO2-ja, koliko imamo pač sicer onesnaževanja, ne vem, koliko imamo nekih pesticidov, recimo in tako naprej. In pač stvar te zunanje krožnice pač samo označuje pač planetarne omejitve, torej mi imamo izračune, koliko je izpustov, koliko je recimo nekih pesticidov v zemlji ali pa recimo tudi eden od zanimivih indikatorjev v tem smislu je tudi recimo sprememba tala, iz gozda v njive in tako naprej. Ali pa v tovarno, recimo pač, kaj se dogaja s tlemi in tako. In to vse v bistvu se potem kaže lahko na način, da v bistvu mi nekako, po domače rečeno, vržemo te indikatorje v ta obroč, v ta Croff, te številke.
In potem v bistvu nam ta graf pokaže, ali mi presegamo te planetarne omejitve, torej to zunanjo krožnico, ali smo mi znotraj safe space, torej tega varnega prostora. In ta varni, in zakaj je to pomembno? Zdaj, ker v bistvu mi čist dobro ne vemo, kje v resnici pač smo natančno, ker nas to tako malo ne zanima, nas zanima bolj BDP pa gospodarska rast. Tako da v bistvu ta krožnica zunanja, kot rečena, pač je planetarne omejitve. Ta znotranja krožnica, ki mi je pa tudi v bistvu praznino na noter, to, kar si rekla, da ima luknjo, pa v bistvu gleda ta drugi del, torej ta socialne, družbene, v bistvu kazalnike. In tudi te v bistvu potem meri na način, če v bistvu te presegajo, pač pol v bistvu ta marmelada šprica ven iz krofa. Torej, ko mi pač presegamo v bistvu planetarne omejitve, torej zunanjo krožnico, ali pa če presegamo v bistvu te družbeno-socialne v bistvu neke merilnike, omejitve, potem ta marmelada ali na zunanji krožnici ali pa na notranji pač dejansko šprica ven. In to v bistvu pokaže to telo, ta krof, ki v resnici damo mi lahko noter tako, kot sem rekla na začetku, tako pač te biofizične merilnike, na drugi strani te družbeno-socialne in v bistvu nam pokaže, kje smo mi v redu, recimo, in na drugi strani, kaj pač presegamo, oziroma kaj ne. Ampak to je pač idealno, pač res orodje v smislu, da nam da vedeti, kje moramo mi ukrepati, kje nam gre slabo, kje moramo v bistvu mi najti izboljšave. In zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker v bistvu, zakaj imamo mi pravzaprav politiko kot tako? Javna politika je tukaj, da rešuje javne družbene probleme. In jasno, če mi ne vemo, kaj so pravi problemi, ali pa kaj so pravi družbeni problemi, jih tudi v bistvu težko naslavljamo. In gospodarska rast nam tega sigurno pač ne kaže. Medtem ko v bistvu to orodje je izvrstno ravno zdaj, ker v bistvu vse te kompleksne ali pa večje število teh različnih merilnikov v bistvu posrka noter v ta svoj krof in potem krof v bistvu nam pač pokaže, kako nam gre. Tako da mogoče tako na kratko, se drugače temu tako cela knjiga, 500 strani, tako da ampak zelo brljivo. Bi sicer recimo po tem modelu krofa prišlo do manj razslojene družbe, kot jo recimo je sabo pripeljal kapitalistični sistem, kjer recimo tisti, ki so najbolj premožni, tudi največ služijo od profitov in tisti, ki so revni, postajajo vedno bolj revni. Mislim, krof kot tak nič ne naredi. Krof kot tak je v bistvu grafično telo, pa če samo nam ilustrira v bistvu neko stanje. Lahko nam ilustrira stanje v države, torej pač vsaka država pač vrže noter te svoje pač merilnike oziroma kazalnike, svoje številke in pač že obstajajo te krofi, ki so narejeni in za Slovenijo in za Hrvaško in pač tako. In potem bi to enako primerjalno delovalo, kot pač deluje trenutno BDP. Te stvari že vse obstajajo, ampak se jih ne uporablja. Tako da krof kot tak sigurno tega ne more narediti. Krof kot tak nam samo pač v bistvu pove, kako nam gre. Tako, kot nam BDP pove v smislu, koliko smo proizvedli oziroma potrošili. Ampak nič sam po sebi ne naredi. Tako da pri krofu, kot rečeno, je pomembno to, ko govorimo o družbeni neenakosti, da pač nam pokaže, kje je ta neenakost družbena, kje se pač skriva. Ali je zdaj to pač pri visokem izobraževanju, pri dostopu do zdravstva, pri energetski revščini, mislim, zdaj, kje se pač to pojavlja. Bolj iz tega vidika. In potem se pravi, na drugi strani absolutno pač ob temu zavedanju, kje so naši manjki ali pa kaj so naši problemi, potem treba jasno pač imeti neke ukrepe. Ali torej recimo odrast trenutno deluje predvsem na nivoju teorije ali imamo tudi že kakšne praktične primere, kjer že poskušajo
z drugačnimi sistemi, z drugačnimi načini? Ja, Odraz kot taka v bistvu je meni v bistvu zanimiva ravno iz tega, ker je zelo močna v bistvu v znanstvenih dognanjih. Pač ti znanstveniki oziroma raziskovalci, profesorji sedijo v različnih univerzah, različnih raziskovalnih inštitutih po Evropi, po svetu in je napisano v bistvu dejansko v teh res najvišje kotiranih znanstvenih revijah, kot so Science, Communication in tako naprej, pač že ogromno člankov. In na drugi strani to tudi pač pomeni, ko pač so neki ti profesorji v teh univerzah, da tudi že počasi obstajajo v bistvu predmeti na to temo, oziroma o tej temi in pač tudi katedre ali pa recimo magistrski študij tudi obstaja prav na to temo in tako naprej. Tako da v bistvu to se pač dogaja v tem znanstvenemu akademskemu svetu. In na drugi strani, pač tle je tudi zelo pač pomembno jasno, pač če ne bi bilo znanosti, torej če ne bi bilo znanosti, mi ne bi vedeli, da imamo mi podnebne spremembe. Če ne bi bilo znanosti, mi tudi ne bi vedeli, kako je prišlo do teh podnebnih sprememb. Niso pač prišle zdaj, ker je komet padel na Zemljo, ampak zdaj, ker v bistvu od industrijske revolucije dalje, mi konstantno proizvajamo, oziroma proizvajamo če dalje več izpustov, emisij v ozračje. Mi kot človeštvo oziroma pač družba. In te emisije z vsakim letom v bistvu jih je več, rastejo od industrijske revolucije dalje. Pravi, ali je samo na nivoju teorije? In če imamo to znanost, pol v bistvu sama znanost kot taka v bistvu ne bi prebila, v bistvu pač to so znanstveniki, ki pač pišejo članke, so malo v knjižnicah, imajo konference in se tam pač pogovarjajo med sabo in je pač to. Ampak če v bistvu na drugi strani ne bi bilo civilne družbe, ali pa recimo, vsi se verjetno tudi spomnite Grete, pač v bistvu takšnih in drugačnih v bistvu ali organizacij, ali posameznikov, aktivistov, kakorkoli, pač ta dognanja znanstvena pač ne bi prišla tako v mainstream, ne bi prišla tako v javnost. Že zdaj vidimo, da v resnici marsikomu, predvsem kakšnim naftnim družbam in tako, ni v interesu, v resnici, da se govori o podnebnih spremembah, oziroma tudi na drugi strani vidimo veliko škandalov, kako se, recimo, podkupuje za zanikovalce podnebnih sprememb in tako naprej. Tako da v bistvu, če grem nazaj na tvoje vprašanje, pri odrasti v bistvu je ravno to nekako, da je tako zelo živo tkivo te neke skupnosti, ki sicer mogoče še ni kot neko res družbeno gibanje, ker pač to se mi zdi, da če govorimo o družbenih gibanjih, da potem je to že tako nekaj zelo političnega, z nekim manifestom, z nekimi zahtevami, ki pa tle so zelo raznolike, ne gre za pač eno samo zahtevo, mogoče razen za pač ukinitev BDP-ja, Ampak ni zdaj to še vsaj meni se trenutno ne zdi pač zrelo za neko politično agitacijo. In na drugi strani pa pač sta dve zelo močni skupnosti, ena je ta znanstveno-akademska, in na drugi strani v bistvu ta civilno-družbena, aktivistična in tako. Zdaj tudi mislim recimo trade unione, torej pač sindikate, pa pač tako naprej. Tako da to, ta združba te mednarodne, rečemo temu, odraz skupnosti je pač zelo barvita. Recimo ideje, ki se tvorijo v skupnosti znanosti, pogosto lahko vidimo na nekih mikroprimerih, recimo znotraj manjših lokalnih skupnosti, ko govorimo recimo o skupnostih vrtovih, skupnostnih kuhinjah, ki pravzaprav nekako vračajo skupnost v našo današnjo družbo. Ali misliš, da se dejansko v tem primeru lahko od spodaj navzgor pojavijo te potrebe in mogoče tudi uveljavi ta nekakšen drugačen način razmišljanja, pogleda na sistem? Mislim, kakor stvari stojijo dan danes, mislim, da zelo težko verjamem, da se bo zgodilo nekaj samo od zgoraj navzdol. Ni zares interesa. V bistvu, tako je, da je interes čedalje manjši, da v bistvu bi se kaj spremenilo. Tako da jaz mislim, da absolutno
ta bottom up, torej od spodaj navzgor, pač je zelo pomemben moment, ker v bistvu tukaj prihajajo v bistvu zahteve, ki so trenutno nujno potrebne, da v bistvu se lahko zgodi neka sprememba na bolje. Zdaj pa v bistvu, če grem sam na te prakse, seveda te prakse kot take so pač, jaz mislim, vsem je neka kombinacija pač potrebna, torej in bottom up, in torej od spodaj navzgor, predvsem v smislu civilne družbe, akademikov, pač aktivistov in tako. In na drugi strani top down, torej od odločevalcev. Zakaj? Zdaj, ker v bistvu ta bottom up ne dela res pač davčne reforme, ne dela v bistvu. Mi pa vemo, da recimo tudi, ko govorim, pač ravno zato, ko govorimo tudi o kazalnikih, dvojno razmišljamo, tako kot sem rekla, pač v bistvu kaj ima biofizično in na drugi strani družbeno-socialno. In jasno, pač davki so nek ta vsem korektor družbene neenakosti lahko, lahko pa tudi ne. Ampak v bistvu iz tega vidika je pač zelo pomembno, da tudi pač imamo hkrati top-down pač ukrepe, ko predvsem razmišljamo recimo o neki družbeni neenakosti ali pa večjih sistemskih spremembah. Tukaj si ti recimo omenjala recimo kot urbani vrtovi. Urbani vrtovi je tudi zanimivo, da v bistvu pri nas, torej na neki evropski periferiji, to ni nek nov fenomen. Vse naše babice, ali pa še celo mame, moje imaš vedno, imajo vrtove. Medtem ko v bistvu, ne vem, ko so pa to, bom tako rekla, ko so pa to nekako pogrunta zahodnjaki, predvsem kakšni Berlinčani pa tako, je pa to rada tako pač kakor in, pač ja, pejmo se to urbano vrtnarjenje pa tako, tako da tudi tle so pač te malo razlike, ampak ja, imaš prav, point je v smislu tega, pač poskušati na različne načine v bistvu predvsem razmišljati, torej, če mi vemo, da je naša težava, recimo prehrambena varnost, prehrambena suverenost, predvsem v Sloveniji zdaj, za zelenjavo in tako, potem seveda na različne načine razmišljamo, kako v bistvu to, ta manko, nekako v bistvu lahko ga zmanjšamo, oziroma pač razmišljamo o nekih rešitvah, tako da sigurno tle pač neki urbani vrtovi so tudi, ampak na drugi strani poznamo tudi, da pač so neka javna naročila, ko razmišljamo recimo zdaj glih v hrani, in ta javna naročila, ki jih imajo šole in vrtce v svoji prehrani, ali pa verjetno tudi domovi za upokojence v končni fazi, pač bi bila lahko tudi spremenjena na način, da bi ne favorizirala bolj lokalno, bolj ekološko ali pa saj manj onesnaženo ali kakorkoli. Mogoče tudi na način manj mesa, več zelenjave, glede na to, da pač vemo, da v bistvu glede mesa je Slovenija izjemno dobro preskrbljena, še morda preveč, na drugi strani pa same v bistvu ta zelenjava, sadje pa v bistvu je zelo slabo. Ampak ja, so tudi druge alternative, recimo ena od, ko recimo razmišljamo o mobilnosti, pač seveda odraz kot taka pač se predvsem zauzema recimo za mesta, če razmišljamo o urbanih prostorih, pač za mesta tako imenovanih 15-20 minut mesta. Kaj zdaj to pač pomeni 15-20 minutno mesto, ne vem, če pač poznate, bom hitra, je pač v bistvu mesto, da pač kjerkoli ti živiš v tem mestu, to so lahko tudi veliko večja mesta kot Ljubljana, recimo Pariz in tako naprej, da imaš ti v peš 15 minut, pač v bistvu so potrebno infrastrukturo. To pač pomeni, ne vem, pač vrtec ali trgovino, bankomat, pošta, te res osnovne stvari. Ker mi zdaj, če že pogledamo po Ljubljani, jaz vem, da v bistvu recimo v Rožni dolini, kakorkoli pač tam sicer vse tako fajn lepo zgleda, ampak tam ni trgovine, tam tudi ni več bankomata. Tako da v resnici pač so različni vidiki, zdaj v bistvu kaj vse to lahko pač pomeni. In s tem, če imamo mi pač mesto 15 minut ali pa mesto 20 minut, to tudi pač pomeni, da mi uporabljamo manj avto, pač dejansko smo pač veliko bolj mobilni pač tako, da smo peš, in nam to ni problem. In se v bistvu tudi mi sami veliko bolj ukvarjamo za svojo lokalnostjo, kaj je okrog nas. Tako, pol pa mogoče, kaj bi bilo lahko še kaj takega, zdaj mi je bila tudi zanimiva, dve stvari sta še.
ena je tudi povezana z mobilnostjo, torej pač poleg tega mesta, 15-20 minutnega, seveda pač se pač spodbuja nek javni prevoz, kolesarske pač, se reče, poti, kolesarske steze, ampak predvsem recimo tudi to, kar imajo pa recimo na Nizozemskem pa Danskem, a ne, recimo, dobro je res, da sta Nizozemska pa Danska izjemno ravni, a ne, ampak recimo mi imamo veliko Ljubljansko kotlino, a ne, ki gre vse do Bleda, v bistvu, a ne, pač velika ravna površina, in oni imajo tako imenovane kolesarske avtoceste, a ne, ki pač v bistvu je prav narejen in ti greš lahko se prepelješ iz Bleda s kolesom pač po svoji špuri in ne voziš po cesti, a ne, ali pa pač po drugih pač ravnih pač predelih Slovenije, no, ampak recimo ja, to kolesarstvo se mi zdi in tudi to, da potem lahko ti kolo daš lahko na javni prevoz, a ne, potem ga daš ti lahko še vedno na vlak, ga daš lahko na avtobus, a ne, da pač te stvari v bistvu funkcionirajo skupaj, a ne, pač na nek pameten, smiselen, uporabniku prijazen način, a ne. Tudi pač, ne vem, javni prevoz, torej sploh recimo zdaj te naše slovenske železnice, a ne, pač mi vidimo, da recimo v primerjavi, mislim tako, okej, bila je narejena neka študija, primerjav v bistvu vseh železniških sistemov oziroma družb v Evropi, a ne, in pač Slovenija je bila predzadnja, Hrvaška pa zadnja. Primerjali se je res ogromno stvari, po mojem skoraj nekaj stvari, ki se ne bi primerjali, ampak pač mi smo izpadali izjemno slabo, a ne. In tudi v bistvu Slovenija je tudi, treba se zavedati, izjemno majhna, res je smešen, da v bistvu, a ne, nekih pač 100 kilometrov, dobrih 100 kilometrov, v bistvu se vozimo sploh več kot 1 uro, to se pač nikjer več sploh ne pogovarjajo, a ne, da pač dejansko, ne vem, če se boste usedali, samo pa greste čez mejo, če se usedete na vlak v Italijanski Gorici, a ne, boste dol v Neaplju v 5 urah. Pa to je veliko hitreje, kot bi bili sploh z avtom, a ne, in hkrati se vam pa tudi potem ne splača iti recimo z letalom, ker tudi se veste, ne, check-in, check-out, ne, pač vse to malo traja, poln security, tako da v resnici vlak, Evropa, pač je neka pač stvar na temo, mi pa pač enostavno smo to vzadi, ker seveda se nam je zelo model narediti ta avtocestni križ, a ne, po kateremu danes pač v bistvu dejansko večinoma vozi mednarodni, ne transfer, tovorni pač promet, a ne. Torej je ta proizvodnja in potrošnja, a ne. Tako da pač recimo to je neka mobilnost, kako, na kakšen način pač odrast razmišlja poleg pač nekih drugih kazalnikov razvoja družbe, a ne. Pa recimo, če gremo pa pač zdaj pogledati mogoče malo, kaj so te top-down, a ne, pa v bistvu tudi razmišlja na način nekega v bistvu neodvisnega, univerzalnega recimo dohodka, ampak tudi na način, da v bistvu imaš, ki ne bi bil izplačan samo v valuti, a ne, ampak da v bistvu imaš hkrati tudi dostop do javnih storitev, torej dostop do zdravstva, dostop do šolstva, ne, da v bistvu to nekako je zagotovljeno. Ne. In na drugi strani valjda neko manjše, v bistvu, da bi se pač prepovedale dejansko pač v bistvu, no, kako se reče to za gospodarstvo, ko so, ko damo denar, oh my god, zdaj mi je pač čez beseda všla, ko imamo spodbude za gospodarstvo, oziroma niso samo spodbude, ampak so subvencije, hvala, okej. Ko imamo subvencije za gospodarstvo, pač recimo odraz kot taka zagovarja, da pač teh ne bi bilo, a ne, za letalsko industrijo, oziroma pač treba tudi vedeti, da dejansko pač ta nafta oziroma gorivo za letala je zelo malo v bistvu obdavčeno, a ne, in tako naprej. Ali pa pač recimo, da bi se ukinile subvencije za naftne takšen ali pa drugačen način in tako, a ne, za vojaško industrijo. In da bi se hkrati upeljale neke nove subvencije, ne, za veliko bolj smiselne stvari, pač stvari, ki v bistvu nekako bi zadovoljevale v bistvu naše resnične potrebe, a ne. Kaj mogoče še kaj takega? Pa mislim, da se ta dognanja torej dejansko dovolj hitro tudi vpeljujejo v življenja ljudi, ali so zaenkrat hlepenje po dobičkih raznih
gospodarskih lobijev enostavno prevelika. Sprašujem zato, ker ideja odrasti zdaj že kar nekaj desetletij obstaja, ampak ni še nekako prišla v mainstream. Zakaj misliš, da je temu tako? Mislim, tle odgovor tako zelo jasen, no, brez zamere, ampak jaz tako mislim, ful bolj je neka enostavna stvar, kakor so podnebne spremembe, pa se s tem vsi ne strinjajo. Ne? Zdaj pač imamo novega izvoljenega predsednika Združenih držav, ki je zanikovalec podnebnih sprememb, kljub temu, da pač vsa znanost je enotna, vsi vemo, da so, a ne, tako. Tako da jaz mislim iz tega vidika, da je, mislim, ne, če se nam že tam v bistvu zatika, ne, kaj šele pa v bistvu nekaj malo bolj kompleksnega, ne, pač, recimo. Ampak odraz kot taka, mislim, pa zdaj pač počasi, mislim, vsem pač so neka srečanja, tako imenovane bienalne pač konference, mednarodne, ki potekajo na vsake 2 leti. To so ogromne konference, ki trajajo cel teden, ponavadi je, ne vem, tam nekaj 1000 do 3000 ljudi pride, ne vem, začele so se v Parizu, potem sledila Barcelona, bile so tudi v Leipzigu in Benetkah, lansko leto je bila v Pontevedri v Španiji in tako naprej. Ne? Tukaj v bistvu gre predvsem za to, da se ljudje srečajo in ravno tako v bistvu ta znanstveni balonček s tem v bistvu civilno-družbenima. Ne? In v bistvu nekako se pretresa te stvari. Ne? In tudi, zakaj omenjam te konference, zdaj, ker v bistvu se je pa tudi zgodila predlansko leto že druga konferenca v bistvu v Evropskem parlamentu, tako imenovana Beyond Growth konferenca. Organizirale so jo v bistvu vse večje politične, tako imenovane skupine Evropskega parlamenta, v soorganizaciji Evropske komisije. Evropska komisija ima tudi program Beyond Growth, tako da v bistvu niso to stvari, o katerih se v bistvu, tako rekla, strokovnjaki, policy makerji ne bi ukvarjali ali pa da ne bi obstajale. Ampak ne obstajajo pa kot v bistvu, tako, kar se ti tudi malo zdaj namigala, kot pa v bistvu dejanska neka prioriteta. Ne? Pač, so odraz kot taka je zdaj dobila neko priznanje, da obstaja, pač, zato so tudi zdaj študiji, so objave v znanstvenih revijah, so pač neke politične konference, a ne, pač marsikateri, pač, ne vem, tudi kakšni politiki, sploh na evropski ravni, se zavzemajo za neke zelo podobne ukrepe, kakor jih zagovarja odraz. Ampak jaz mislim, da pač ne, to so neke počasne stvari, ne. V bistvu, če mi želimo res nekako trajnostno, pametno, smiselno spreminjati stvari, ne, pač to sigurno ni z danes na jutri. Z danes na jutri so samo revolucije, ki pač v bistvu teče zelo veliko krvi. Če pa mi v bistvu na nek način verjamemo vsem v neko demokratično delovanje in nekako vsem neko tranzicijo, ki bi bila pač mirna in potekala po nekih demokratičnih vzvodih, lahko so tudi sicer drugačni, kot so danes, ampak še vedno, kjer v bistvu mi kot družba sodelujemo in sooblikujemo to našo prihodnost, je pa, mislim, ne, se pač to potem malo počasneje odvija. Na tej točki mogoče komu od vas porodilo kakšno vprašanje, komentar, kaj takšnega? Če ne, mogoče spregovoriva še o tem, kako je skoraj dvoletno zaprtje med pandemijo COVID-19 vplivalo na vse te procese, ki so se začeli že odvijati mogoče malo bolj v smeri, se pravi nekega, da ne rečem, srečnejšega posameznika. Kako se je to prekinilo, kaj se je spremenilo? Mislim, da zelo je bilo takrat zanimivo opazovati, da takrat, ko je državi v interesu, lahko ukrepa. Mi zdaj vidimo, da v bistvu, ko ni pandemije, torej pred pandemijo in po pandemiji, pač državi ni kaj dosti v interesu, da ukrepa. Pač tako, malo pač tako se izgovarja, prepuščamo trgu, pač malo gledamo te BDP, kako nam gre gospodarska rast, pa tako. Takrat pa v bistvu ne samo, da se pač tako, da so se stvari ustavile in da so leteli prazni avioni in da v bistvu smo bili mi doma in smo imeli policijsko uro, ampak v bistvu, ne, se je pač tako, da so se stvari ustavile in da so leteli prazni avioni in da v bistvu smo bili mi doma in smo imeli policijsko uro, ampak v bistvu, ne, se je pač tako, da so se stvari ustavile in da v bistvu smo bili mi doma in smo imeli policijsko uro, ampak v bistvu, ne, se je pač tako, da so se stvari ustavile in da v bistvu smo bili mi doma in smo imeli policijsko uro, ampak v bistvu, ne, se je pač tako, da so se stvari ustavile in da v bistvu smo bili mi doma in smo imeli policijsko uro, ampak v bistvu, ne, se je pač tako, da so se stvari ustavile in da v bistvu smo bili mi doma in smo imeli policijsko uro, ampak v bistvu, ne, se je pač tako, da so se stvari ustavile in da v bistvu smo bili mi doma in smo imeli policijsko uro, ampak v bistvu, ne, se je pač tako, da so se stvari ustavile in da v bistvu smo bili mi doma in smo imeli policijsko uro, ampak v bistvu, ne, se je pač tako, da so se stvari ustavile in da v bistvu smo bili mi doma in smo
Ampak tudi dejansko država je ukrepala, ne? Država je rekla, ok, mi bomo zdaj to zamejili, pač bo nek semi-javni prevoz, ne smete se, ne vem, družiti, ne smete uno, ne smete to, a ne? In v bistvu to enako ukrepanje, ne, če govorimo zdaj samo o ukrepanju, bi dejansko morali se dogajati dan danes, ko živimo pač podnebno krizo, ne, in pač v bistvu ekološko krizo, oziroma nekateri tudi govorijo o tako imenovanih polikrizah, ne. In ja, jaz mislim, da v bistvu najbolj vsi pogrešamo to v bistvu aktivno delovanje države, oziroma na drugi strani, bom rekla, politike, ki jo imamo zato, da rešuje pač v bistvu naše družbene probleme. In jaz mislim, da je to v bistvu največji razkorak, ne? Oziroma najbolj bilo vidno, da ko je bilo v interesu, je lahko ukrepala, ne? In je ni zanimalo, ali bomo zdaj naš BDP padel, ali ne bo, ali bomo zdaj, ne vem. Ne? Tako da to se mi zdi, da je bila velika razlika. Druga razlika je bila pa sigurno tudi to, ja, pač ker smo bili doma, smo bili več z svojo družino, z, ne vem, pač svojimi bližnjimi, ne, z drugimi se itak nismo smeli družiti, ne, kot z lastnim gospodinjstvom ali pa pač, ne vem, najbližjimi nekimi člani. In pač malo smo imeli mogoče tudi več časa, a ne. In pač ja, so potem ljudje zelo veliko, ne vem, bekli kruh, ne. Neke take stvari so se potem začele dogajati, ne. Tako da se mi tudi zdi, da mogoče ja, nek taka časovna kapsula se je ustvarila, da v bistvu ljudje so se vseeno malo bolj sprostili in imeli malo več v bistvu prostega časa, ker so lahko pač bili malo bolj kreativni, ne. Kar se mi zdi in tudi tle pač odraz kot taka zagovarja absolutno skrajšanje delovnega časa, ne. Recimo na 4 dni in tako naprej, ne. Saj tudi te poskusi se marsikaj že pojavljajo, ne. Ti si pač Nova Zelandija je ena od pač primerov držav, kjer pač so že poskusili z skrajšanjem delovnikom, ravno tako Švedska in še, ne vem, par mest v Angliji in tako naprej, ne. Tako da v bistvu to so neke stvari, ne. Saj ne gre samo za to, da smo mi manj stresirani, pa v bistvu bolj zdravo živimo, ampak tudi, da dejansko imamo fizično pač več časa, ne. Kakšni so pa rezultati recimo tega? Menda tudi, če gledamo BDP, pri tem ni padel, kljub temu, da so imeli recimo skrajšan delovnik. Ja, se pač ljudje so pač bolj zadovoljni, a ne. In pač, ko imaš ti bolj zadovoljne, motivirane ljudi, ne, pač nekako je posledica ta, da so bolj učinkoviti, ne. Lahko pa tudi, da ne bomo rabili v prihodnosti več biti toliko učinkoviti, umetna inteligenca oziroma pravilneje rečeno strokovno programsko učenje nam bo mogoče v prihodnosti nekaj služb oziroma delovnih mest odtegnila, kar bo po eni strani velika poenostavitev za določene, ne vem, vsaj storitvene dejavnosti verjetno, po drugi strani pa bo to morda lahko povzročilo veliko brezposelnost. Ma ne, jaz mislim, da pač konstantno pač je ta tehnološki razvoj, ne, če govorimo ravno, jaz mislim, da ima umetna inteligenca druge probleme, no, kot pač brezposelnost. Mislim, da to je ta najmanjši problem, ta brezposelnost, ki se jo povezuje z umetno inteligenco. Pač, ne, se je vedno, ko je prišlo do nekega tehnološkega preboja, a ne, ali pa pač nekega takega izuma, ki pač se je potem nekako spremenil v vsakdanjo rabo za slehernika. Je bilo vedno to, ja, pa bojo pa ljudje izgubili ful službe, ne, pač ja, so prišli stroji, bojo ljudje izgubili službe, ne, ampak v bistvu, če pogledam, ljudje samo še več delajo, ne. Saj tudi Keynes, pač ta ekonomist je rekel, ja, sej zdaj, ko bo toliko enih strojev prišlo, a ne, pač mi skoraj več namo potrebni, ne, bomo imeli ful več prostega časa, ne. Ampak v bistvu naš sistem je ravno obraten, ne, ravno zdaj, ker v bistvu mi moramo proizvajati čedalje več, a ne, pač tudi, če imamo umetno inteligenco, pač ta nam bo samo v bistvu pač pomagala, da bomo samo še več delala, ne, oziroma samo še več proizvajala, ne, da bomo samo še bolj storilni, ne. Tako da jaz mislim, da to pač ni čisto zares, da sigurno pač ja, bojo nekateri morda poklici kot preoblikovani, na nekatere poklice bo sigurno umetna inteligenca bolj vplivala kot na te druge, morda bo res kaj prevzela umetna inteligenca, ampak jaz mislim, da so tle
ni toliko v smislu delovno mesto, kot v bistvu, a je to res smiselno, da se to zgodi, ne? Da ta delovna mesta zginejo. Ne? In da smo res toliko slepi, da slepo prepustimo umetni inteligenci pač nekaj delati, no? Iz tega vidika. Se ne bojiš, da nas bo v nekem trenutku izbrisala, ker jo bomo naučili, kaj so napake in česa ne delati, pa bo ugotovila, da mogoče ravno to sami počnemo? Ja, vse je možno. Se je komu vmes porodilo kakšno vprašanje, kak komentar, opomba? Izvolite. Jaz razmišljam bolj tako po kmečko. Se pravi, gospodarstvo mora proizvajati, ne, kaj pač potrebujemo, ne, od hrane do obleke, do marsičesa. Ampak vemo, da kdo ve, zakaj želimo čim več, ne bom rekla, da vsi, ampak čim več. In gospodarstvo dela tako, da nekateri posamezniki dobijo čim več, ko jaz pa nič od tega, ne? In meni čisto eno, ki je BDP-ja, ne? Jaz živim podobno, kot sem pred, ne vem, 20 ali 30 leti. Nimam nič več oblek, nič make-upa, nič, ne vem, stanovanja razkošnega, avto si ne morem kupiti in tako dalje, ne? Ja, jaz mislim, da je sam sistema, ne? Torej sistem, ki ga poganjajo pač profiti, sistem, ki ga poganja gospodarska rast, pač poganja to, da mi načeloma, da se favorizira čedalje večja potrošnja in na drugi strani čedalje večja proizvodnja. In tudi sistem kot tak pomeni, da tudi jasno to potem zelo glasno in bučno propagira, ne? Pač za tega pač imamo ogromno marketinga, ne? Pač službe med covidoma, ne? So bile v bistvu bolj sam še prodajali se, ne? Spletna prodaja. To je pač bilo ful v vzponu, recimo, ne? Tako da pač, ja, jaz mislim, da je pač tle, ne gre samo za to proizvodnjo kot tako, si predstavljati samo, da tam je neka fabrika in zdaj ta fabrika naštepa več Coca-Cola, ne? Ampak v bistvu za cel pač sistem, ki deluje temu v prid, v prid v smislu, da se to res poganja. In poganja se z oglaševanjem, z marketingom, s klicanjem, s tem, da v bistvu otroci, ki vidijo nekaj v trgovini, se jim zmeša, ki hočejo to imeti in tako naprej. Ne? To je logika kapitalizma. In komu je to korist, ne? To je tistim parim tam gor, ki pač, kaj pa jaz vem, kaj bojo s tisto goro denarja in stanovanj. Ja, jaz upam, da bojo šli na Mars, ker pol mislim, da bi bilo še kar v redu. To je logika kapitalizma. Oni vas rabijo samo kot potrošnika in bojo vse naredili, da boste šla v Lidl dvakrat na teden. Pa ne bodo tega naredili, no? Ja, naredijo, ljudem to naredijo. Ja, ne. Hočem povedati to, a smo res eni taki navadni ljudje, tisti, ki bomo zdaj razvijali, kako bo drugače, naš podnet res nekam drvi, ne? Če pa to proizvajamo, pa vedno več moramo, pa vse gre gramo zaradi tega. Ja, čakaj, nekdo ima interes, kdo je tisti, ki ima interes, zakaj ima interes, zakaj tega ne strevidi, kaj je z njim narobe? V enem dokumentarnem filmu recimo razvijajo tezo, da ljudje, ki so ultra bogati, pravzaprav zapadajo v stanje odvisnosti, podobno kot recimo narkomani od drog ali česa podobnega, ker se pojavijo podobni vzorci in možgani enostavno ob tem, ko pridobi več denarja, začnejo sprožati te hormone sreče na vedno seveda krajši rok. No, pa mi je pa treba nekaj dopovedati, tako kot poskušamo recimo alkoholikom, pa še komu, ne, da je pač treba na zdravljenje. Da to ni zaželjeno, da je škodljivo za njih, za družbo. Ja. Super ideja. Ampak res je to, da bomo zdaj mi, kaj vse se da, kako vide, pa komu bomo to pokazali, če pa ne dojamejo, če nočejo dojeti, če pa je treba imeti vedno več, da bi sploh kaj, ne? A v tem smislu je smiselno, recimo, kot prej sem omenila čisto na začetku, uporaba neplastičnih slamic in podobnega, ali je smiselno, da se posameznik vendarle trudi na tem področju?
ali naj čaka na sistemske spremembe? Jaz mislim, da ne bo nikoli škodilo, jasno, če posameznik reciklira in ne uporablja plastičnih slamic, to pač sigurno, ampak jaz mislim, da je to kapljica v morje, v resnici, koliko ena tovarna v enem dnevu proizvede smeti, ki se ne reciklirajo, ne, recimo. Tako da, pa to je samo tako mogoče res v smislu neke karikature, ne, ampak dejansko je treba, ko sistem favorizira v bistvu najmočnejše igralce, ki profitirajo, ne, še za to, pač jasno potem je treba pač začeti na koncu spreminjati, ne, v bistvu stvari, ne. Tle v bistvu to, kar njim pač ne bo v interesu, pač neka sprememba oziroma se te ne bojo podpirale na način, ne vem, ukrepov, ki bi šli v tej smeri, ki bi v bistvu, ne vem, to zamejila z neko progresivno obdavčitvijo ali s prepovedjo, kaj smo že rekli? Slamic. Subvencij. Subvencij. In tako naprej, ne. Pač do takrat, ne, v bistvu je to tako nek, pač, kako bi se rekel, boj z mlini na veter, ne, pač, prosim, gospa. Meni tako da govorim. Ampak takrat nam pa tudi ni bilo všeč, ko predvsem osvojitvijo, ko smo lahko dobili 10 kave, pa kilogram sladkorja, pa 1 liter olja, pa eno škatlo praška pralnega in dostikrat je še stvari zmanjkalo. In vam povem, da sem imela takrat največ zaloge. Jaz drugače s takih stvari ne kupujem na zalogo. Takrat sem pa zmeraj imela po eno stvar v zalogi, in če je bila te kakšna vrsta, sem se kar vrsto postavila, vrste so bili tak povzod. Ja, ampak tudi prejšnji sistem je še vedno deloval na gospodarski rasti, na BDP-ju, pač prejšnji sistem je bil recimo tudi morda avtoritaren, pač se mu je rekel komunizem, socializem. Pač to ni zdaj stvar, ki v bistvu bi bilo ideološko tako opredeljena. Tle gre za stvari, ki se iščejo neki konkretni ukrepi, nekaj, kar bi lahko pač potencialno delovalo v tem smislu, da mi lahko govorimo, naše neke osnovne potrebe so zadovoljene in hkrati to pomeni, da mi lahko še vedno preživimo kot družba znotraj planetarnih omejitev. In kaj je zdaj to v bistvu, kako iskati rešitve znotraj tega ključnega vprašanja, ne? In še to je, ne, odpadkov sploh ni bilo, ker se je takoj, čim je prišlo v trgovine, se je prodalo. Sploh ni bilo nobene stvari, da bi s pretečenim rokom ali kaj takega, ker je vse sporočilo. Bencinski boni tudi ne, nima sicer avtomobila. Ampak to je bilo pač v prejšnjem stoletju, ne, zdaj se pač pogovarjamo, kako bi lahko bilo. Bencinski boni, pa parni, pa ne parni dnevi, to so take stvari. Poskušali so omejiti porabo. Ja, ampak to se da pač tudi na drugačen način, ne. Mislim, to je pač bil en način, ne. Ja, ljudje so se ki pač očitno se mi vlezo. So se vozili, vseh je več skupaj vozilo, če več se zdaj povedati, jo ima si kakšnem avtomobilu sam eden. Mene to sicer ne moti, ne vem kaj, so pa zaradi tega ne vem koliko, ampak so zaradi tega večje vrste na koloni na cestah. Samo v okviru neoliberalizma ne moreš ti tega ustaviti. Lahko, če sistem radikalno spremeniš, pa začneš spreminjati mentaliteto ljudi, drugače pa to brez veze reči. Ne rabim 10 hlač, imam dovolj 5, ali pa rabim samo 1 avto, ne 2. Ne reši stvari, ker so te potrebe umetno vsiljene. Ja, umetno so vsiljene, seveda. Lahko, recimo, nekatera mesta, recimo Lyon, pač v 2.1, ja, je Lyon prepovedal recimo oglaševanje, v mestu, na javnih površinah. Ti lahko oglašuješ na privat property, na privatni v bistvu zemlji, sem videla. Ampak v bistvu oglaševanje kot tako, ki se je pač prepoznalo ravno tako, pač kot neko gonilo, kot nek motor v bistvu te prekomerne potrošnje, se ga je pač enostavno prepovedati. Gre za to, da pač seveda vsak ukrep, če bo sprejet samo sam zase, pač ne bo to funkcioniralo. Gre se za to, da se v bistvu razmišlja na način,
jaz temu pač pravim, da se razmišlja na način kot na nek mozaik, torej kako v bistvu lahko različni ukrepi, torej ko razmišljamo, ne vem, ali o biotski raznovrstnosti na eni strani, ali pa v resnici, kaj pač poganja to potrošnjo, ne pa če je to v bistvu prepoved, v bistvu oglaševanja, kako v bistvu neka taka kombinacija različnih ukrepov skupaj z nekim drugim družbenim kazalnikom razvoja bi lahko v bistvu bila odgovor na to polikrizo. Ker v bistvu, ko mi govorimo o tej polikrizi, torej krizi vseh kriz, pač mi ne moramo imeti enega enostavnega odgovora. Seveda pač to pomeni, da pač zaradi tega je tudi zdaj zelo pač potrebna ta transdisciplinarnost tudi znotraj znanosti. Torej, da se povezujejo znanstveniki, ki so naravoslovci, družboslovci, humanisti in tako naprej. Torej, da pokajo te balončki in da se v bistvu ta znanja, ta vedenja prepletajo, ker trenutno je to kriza kot taka, je ful preveč kompleksna, tudi če zanemarimo, da v bistvu ni trenutne politične volje. Tam ne zbolte, ja? Mogoče sem edina, ki ne ve tega, ampak prej ste velikrat omenjali to gospodarsko subvencijo kot nekaj negativnega. Jaz, ko slišam gospodarsko subvencijo, se predstavljam, ne vem, da naši kmetje dobijo subvencijo za nekaj. Tako da, kaj je to točno in kaj je tukaj negativnega? Ne, samo negativno v smislu, ko je subvencija dana, torej ko je državni denar, državna pomoč, dana za, ne vem, recimo v pomoč letalski industriji, v pomoč v bistvu naftnim konzorcijam, iz tega vidika. Seveda pač je smisel pač imeti neke subvencije za smiselne stvari. Mislim, ja, ne bi rada posploševala, ampak seveda je treba vsaka stvar pač pogledati, kaj je smiselno. Pa še nekaj, ni šlo samo za proizvodno, ampak je šlo za zadolženost države. In zaradi zadolženosti države si ni dobilo benzina in če ga črpalka ni imela, je bila zaprta in si ga mogel spandati v sabo, tisto kantico sabo voditi. Če je bila črpalka zaprta, nisi mogel natočiti benzin in si ga mogel imeti sabo. Javni dolg je verjetno tudi nekaj, čemur si posvetila kar precej časa. Tu mislim, da je tudi mogoče na mestu vprašanje, kaj pravzaprav sploh je javni dolg in ali recimo v nekem odraslem smislu sploh smiselen, kdo se zdaj za mene zadolžuje, zakaj sem jaz kot meščan, prebivalka mestne občine Ljubljana zadolžena za toliko in toliko tisoč evrov, ki jih nikoli verjetno ne bo nihče nikomur plačal. Mislim, kot občanka mesta Ljubljana, po mojem sploh še ne veš, koliko si zadolžena. Ampak, tako rekla, javni dolg, v bistvu tukaj pač ne pridemo do politik zadolževanja, pridemo do finančnih inštitucij, kakor so, ne vem, mednarodni denarni sklad. Videli smo, kaj se je zgodilo pač med samo finančno krizo, že sicer tega je že 15 let nazaj, ko so strašile 3 velike glasne inštitucije in če jih kdo ni pač ubogo, kako se je to zgodilo Grčiji, s tem je slabo pisalo. Pač javni dolg, v bistvu tle gre pač za stvari pač ponovno, kaj so pač prioritete družbe. In pač tle v bistvu vse države zadolžujejo za različne stvari. Mogoče ne bi zdaj toliko skrenila, pač čisto kaj je javni dolg, pač država izdaja obveznice, mogoče to ni toliko slabo, mogoče je malo slabše, če se zadolžuje, ko ima slabše bonitetne ocene in potem je pač to zadolževanje veliko dražje, čeprav, ker sem zadnjič poslušala našega ministra za finance, so nam zdaj ocene šle gor in pač imamo izjemno ugodno zadolževanje na mednarodnih trgih. Tralala, pardon. V glavnem, ko pa razmišljamo iz vidika od rasti, je pa pač prvi eden od takih ukrepov v resnici pač pregled dolga. Pregled dolga sicer pač ga trenutno pač dela Računsko sodišče, tako kot institucija. Ena od rednih stvari, ki jih pač počne Računsko sodišče, pri nas je tudi pač pregled javnega dolga, zato tudi napiše vsake toliko časa neko pač poročilo. Ni nekaj ful zanimivega sicer, ampak veliko bolj zanimiv pri temu pregledu dolga je to, ko se tega loti recimo neka civilna družba. To se je pač dogajalo na različnih nivojih.
Recimo v Španiji so bili zelo dobri v tem, tudi v bistvu so razvili pol neke aplikacije. Zakaj je to pač pomembno zdaj, ker v bistvu, kakor mogoče ste že kdaj slišali, ampak resnično je, da je v bistvu finančna pismenost zelo nizka, a ne, in v bistvu s tem, ko mi razmišljamo, koliko smo mi zdaj zadolženi, ali kot pač biti v Ljubljani, ali pa pač biti v Sloveniji, a ne, koliko je ta tvoj dolg, komu si dolžen in zakaj, a ne, da v bistvu dejansko civilna družba v najširšem možnem smislu, torej prebivalci, se sami v bistvu angažirajo, jih zanima, se začnejo pač povezovati, sodelovati, dejansko pač si delijo to znanje, a ne, in v bistvu s tem pač se tudi finančno opismenjujejo, ne, na nek način. In potem pač jasno na različne načine ti, ko pač razumeš, zakaj se zadolžuješ, kako se zadolžuješ, zdaj pač, ne, a so tudi, koliko so zdaj te dolgovi upravičeni, neupravičeni, a ne. Kot vemo, pač v Mezopotamiji pač je bilo logično, da se vsake toliko časa so se neki dolgovi pač odpisali ljudem, a ne. Pač zdaj je odpis dolga pač popoln družbeni politični tabu, pač to je nemogoče, to sploh pač je nezamisljivo in ne obstaja. Tako da pač ja, to je glede dolga, no, tako pač to je, mislim, da je ena taka zelo tudi zanimiva zgodba, ki v bistvu hkrati pač poganja tudi gospodarsko rast. Pa še nekaj, zelo je odvisno od elektrike. Zdaj imamo koliko toliko sigurno preskrbo in ni problema. Čim je ta redukcija elektrike, spet si predstavljate, ti zdajšnji zavozželjnosti, trgovin, lekarne in črpalk, kar je vse na elektriko, to je čisto zastoj. Pa tudi polno ne bi bilo treba v službo hoditi. Ja, seveda, ampak stvari se vseeno pokvarijo v trgovinah, lekarnah, zdravila, izdelki raznorazni. Čeprav tudi elektrika gre zdaj v boljšo smer, ker je bolj razpršena dobava elektrike, sploh z večjim številom sončnih energij. Zdravila se ni dobilo ne za privatna, ne za družbena in so mogli sami hoditi v rezervne dele kupiti. Zdaj si to predstavljate, koliko se stane, če greš en vijak, če rabi za avto in ga moraš iti sam nekam ven iskati. Včasih je skoraj še vedno tako, če se malo pošalim. Ajda, mogoče, da ne bomo predolgi, res samo še čisto zadnje vprašanje. Je za spremembe nujna aktivacija vsega prebivalstva in kako sploh doseči aktivacijo prebivalstva? A to je tako $1 million question. Ok. Ja, mislim, ne vem, koliko je potrebna zdaj res vsa aktivacija prebivalstva, no. Mogoče eni lahko samo podpirajo druge, pa jim pač kaj lepega sam pač povejo, da se pol unika se aktivirajo, malo boš počutijo, pa ne izgorijo toliko hitro. Ne, jaz mislim, da pač ni potrebna aktivacija celotnega prebivalstva, mislim pa, da je potrebna neka vrsta aktivacije, ki pač bi zahtevala pač jasno neke pač drastične ukrepe, drastične iz vidika, kakšni so danes ukrepi, a ne? Mislim, za moje pojme to pač bi bili neki normalni ukrepi, a ne? Da pač preživimo lahko v resnici zelo tako preprosto. Ampak valjda za nekoga pač bi bili to neki drastični ukrepi in definitivno pač ne moramo pričakovati, da se bojo te ukrepi ali pa drugačne politike ali pa spremembe družbene, politične zgodile same od sebe, če se pač ne bojo zahtevane. Magistra Ajda Piskototnik, najlepša hvala. En aplavz mogoče za našega gostja.